Lep pozdrav vsem v novem podkastu Društva slovenskih režiserjev z naslovom Filmarija. Ideja je, da bomo znotraj tega podcasta poglobljeno govorili o filmu, seveda na nek sproščen način. Seveda pa v tiskani obliki že izdajamo občasnik Filmarijo in ta isti brand zdaj prenašamo v formo podcasta. Danes so z nami soustvarjalci tega podcasta, Metod Pevec, scenarist, režiser, urednik Filmarije celo. Lep pozdrav, Metod. Ja, živijo. Ja. Urednik teh nekaj številk, kar smo jih uspeli izdati, jaz pa upam, da bo to ostalo, pa tudi upam, da se bo ta Filmarija v tiskani obliki razširila v tako resno edicijo s kakšnimi strokovnimi izdajami. Upanje. Super. Vse Filmarijo najdemo v elektronski obliki tudi na strani DSR-ja, če se ne motim, ne? Papir je papir. Ja, papir je papir, se strinjam. Z nami je tudi Klemen Dvornik, scenarist, režiser. Kaj še? Včasih sem se podpisal še, da sem montažer, pa snemalec, ker sem prve stvari v bistvu vse sam delal. Drugač pa jaz sem predsednik Zveze Društva slovenskih filmskih ustvarjalcev, pa predsednik Zveze evropskih audiovizualnih režiserjev, kar je v bistvu krovna organizacija za filmske in televizijske režiserje v Evropi. Super, the best. Imamo pa še eno predsednico z nami in to je scenaristka in režiserka Urša Menart. Ja, živijo. Jaz sem predsednica Društva slovenskih režiserjev, med drugim. Sicer pa sem hotela še to dodati o podcastu, glede na to, da je naš občasnik tiskani Filmarija malo bolj strokovne narave, tudi v omejeni nakladi izhaja, bo pa tale podcast Filmarija bolj široko zastavljen. Tako da je res namenjen vsem, ki jih film zanima, ne nujno samo slovenski film, čeprav bomo vsaj na začetku govorili predvsem o slovenskem filmu. Bo pa tudi Matevž, mislim, da še majčkeno več povedal o naslednjih številkah in izdajah, recimo, in epizodah tega podcasta. Z nami je pa tudi prevajalec, pa pravljični multipraktik v zadnjem času, pa v bistvu skoraj moj sosed, Boštjan Gorenc Pižama. Lep pozdrav, Boštjan. Živijo. Vidim, da zadnje čase kar veliko pravljic imaš vsak večer. Ne, vsak večer ne več, to sem delal spomladi v karanteni in ti se bilo čist preveč. Sem pogledal pač takrat samo enem mesecu za 2 let pravljic zgonil, tako da zdaj sem bolj rečemo ekonomičen z vsebino, pa enkrat tedensko za Mulerijo na Facebooku prepovedujem in trenutno se tako iščemo s kolegi neke nove formate, s katerimi lahko komedijo prenašamo do ljudi tudi takole prek Zooma, ker imel sem 2 nastopa, ki imaš stand-up za Zoom in to je nekaj najbolj groznega, ker si pač ti in stena in ni, tako da zdaj delamo nekaj malo bolj tako panel showaste stvari, malo razvijamo, da ker ko imaš 2-3 osebe, je dosti lažje narediti neko dinamiko in pa magari tudi pa, če delno stand-up zapakiraš v dialog, dosti bolj funkcionira. Matevž, prej si super rekel, da je Pižama še poleg vsega, kar si naštel, da je slehernik in zato smo ga danes povabili v oddajo. Kakšen slehernik si, Pižama, povej nam? Slehernik, ja ne vem, tak, da kakšne filme celo grem gledati v kino, da kakšne filme nameravam gledati v kino, pa zamudim to priložnost in pa seveda, da ne izkoristim, da ne zamudim kakšne priložnosti, da na odru uporabljam zdaj na srečo že zastarele stereotipe v slovenskem filmu. In tlej še čas, da se Matevž predstavi. Matevž, kdo si in kaj počneš? Kdo sem in kaj počnem? Sem Matevž Luzar, sem scenarist pa režiser, sem tudi predsednik slovenskih scenaristov, sem pa tudi danes soustvarjalec tega podcasta, ki ima zanimivo temo, po mojem mnenju. Je tema, v kateri smo se znotraj Društva slovenskih režiserjev zelo dolgo pogovarjali, kaj bi bila ta tema, s katero bi otvorili Filmarijo. Debata je bila zelo žgoča in potem smo se odločili za temo, na katero se vsak od nas pozna. Ni važno, ali si režiser, ali si scenarist, ali si gledalec, ampak zelo dobro se spoznaš na to temo.
In smo se odločili, da tema prvega podcasta bo slovenski film. In slovenski film, to je nekaj, kar imamo nekateri zelo radi, nekateri ga preklinjajo. Ampak zanima me, Metod, kaj pa recimo, to je prvi spomin na slovenski film. Ja, jaz sem v tej skupini zdaj gotovo najstarejši, tako da jaz sem šel prvič v kino, ko še ni bilo televizije, oziroma bila je že, sam je ni bilo pri nas doma. Tako da jaz, ko sem šel prvič sploh v kino, sem seveda prvič videl te kadre uvodne iz Drugega kekca in seveda me je to popolnoma fasciniralo. Pa ne samo zaradi tega, ker je bil to slovenski film, ampak ker je bil ta kekec tako velik. Ne? Gor na unem platnu kina v Zalogu, ki ga žal ni več, torej pride gor in tak otrok v formatu nadnaravnem in kar zapoje. Ne? Tako da to se mi je zdelo, ta Prešerna energija, ta samozavest tega mulca gor na velikem platnu me je res fascinirala. Tako da takrat sem že dobil ta občutek, da je film nekaj strašno velikega. Ne? In ta občutek je ostal pa še dolga leta. Super, super. A veš, da je moj spomin na prvi spomin tudi Drugi kekec. Ampak ni bil tako fascinanten kot tvoj. Moj je v bistvu bil tako zgrožen kot otrok. Isto sem ga prvič gledal v kino, ker je bila neka repriza in v bistvu mi je bilo tako grozljivo, ker je on zapel. In takrat se je očitno rodila moje negodovanje proti muziklom oziroma o filmom, v katerih se poje. Pižama, kaj pa tvoj film? Moj film, jaz se bom najprej navezal na Kekca, če se smem, ker sem ravno zadnjič čisto po naključju in sem se zdaj spomnil, najdu nek star članek o snemanju Srečno Kekec, ko smo v Gorenskem glasu intervjuje s 3 glavnimi igralci in mi je bil zelo zanimiv način snemanja. Pazi to, ne prav, kaj je bilo pri snemanju, kaj posebno zanimivega, ne, in prav Kekec, se prav Đurin Ata. Vsekakor nevarna pot čez brv, ko sem na rami nosil utrujeno mojco. Gotovo se iz filma spominjate, kako ozka je bila brv, voda pa je bila deroča in pod menoj le skale. Če bi bil le malo neroden, bi padla oba z mojco 12 metrov globoko. Ta kader smo posneli le 3-krat, zakaj bil je res najbolj nevaren prizor. Ko sem bil na drugi strani in vrgal brv v vodo, se je v trenutku razklala na dvoje. In mene zdaj zanima, na kateri točki so v slovenski film uvedli kaskaderje. Ali pa vsaj varovanje, a ne? Ja. Za otroke mogoče. Tlega očitno ni bilo, ne? Pa sej mulce, jih imamo tam še cel vrtec. Sicer pa moj spomin, pa jaz sem pa rekel iz mladosti, zdaj čist kjer je ta prvo, ampak en najmočnejših iz tistih zgodnih let je pa Izumitelj Polž z Marelo, ki gre čez balkon. Mislim, da je bil ta film zelo, živel sem v tisti brez videorekorderski familiji in pa smo gledali tisto, kar je bilo na TV in vem, da tega so kar ne parkrat, ampak mi je tako res všeč in ne vem, prav ta prizor tistega, ki gre na balkon, odpre Marelo in se požene čez. Mislim, da ta pa zlito mleko iz Sreče na vrvici. Seveda. Super. Urša, kaj je tvoj prvi spomin na film slovenski? Jaz nisem čist prepričana, te klasike mladinske sem v kinu zamudila, glihmičkam prepozna sem bila za te neke filme, ki jih bomo verjetno zdaj omenjali. Tako da sem na televiziji gledala te moje prve slovenske filme. Mislim, da je bil prvi Maja in Vesoljček, tam je bil genialen in sem ga gledala velikrat. Zdaj ga že dolgo nisem, pa bi ga spet rada, da malo vidim. Tako takrat se mi je zdaj vse tako blazno high-tech, wow, kako so naredili to vesoljsko ladjo, pa najbrž je bila neka alufolija v resnici. Pa potem tudi Poletje v školjki, ki pa mislim, da sem ga gledala kar vsaj 10-krat, po moje. No. Na srečo je Televizija Slovenija bila tudi zelo radodarna s ponovitvami takrat v začetku 90-ih. Kaj pa je bilo to, kar te fascinira pri Poletje? Mislim, bil je na televiziji, pa sem ga gledala velikrat. Jaz sem bila sploh otrok, ki je oboževal televizijo in filme na televiziji, ampak tudi poročila, mislim, da sem gledala ful. Ampak ja, te poletne romance takrat, jaz se spomnim, ne vem, to je bilo tudi obdobje te lambade, pa teh nekih
scen. In pol ta sončni zahod in te barve prelivajoče, mislim, da nam je to vsem ekstremno dogajalo. Pa ful so bili karizmatični vsi te liki, te otroci. In potem sem pred kratkim spet gledala ta film in so v resnici vsi te otroci, igravci res zelo dobri. Jaz ne vem, a je to je bil najbrž odličen casting direktor oziroma asistenti režije, kdorkoli jih je zbral z režiserjem, pa tudi zelo dobra režija, ker se mi zdi, da so še danes vsi otroci zelo prepričljivi v tem filmu, redko kje, mogoče še v Sreči na vrvici, da so res toliko suvereni te mini igravci. Tako da mislim, da je tudi to nekaj bilo, kar nas je nismo se zavedali tega takrat, ampak kar nas je totalno privlačilo, ker se nam je res del, da gledamo neke frajerje tam iz ulice, ne pa nekih igravcev. Ja, se zelo strinjam s tabo v bistvu. Res so bili frajerji, res so dobro igrali, imeli so super komand. Pa ena stvar, ki se je pa jaz najbolj spomnim, je pa ta računalnik iz prvega poletja, ki je kar dal si noter neko vprašanje in si kar dober rezultat. Naš prijatelj Vedi. Kaj pa tebe, Klemen? Zdaj sem razmišljal, ker ste vsi razlagali, moram reči, da ko razmišljam, moja prva izkušnja s filmom sta v bistvu dve. V bistvu ni bila kino izkušnja, ampak ena je, in obe sta povezane bolj s tem, da je bilo lokacija snemanja filma v Novem mestu oziroma v okolici. Ena je Čas brez pravljic, ki se je tam snemal po Gorjanskih hribih, okrog Novega mesta, je Hladnik podil Novomeščane, tam 400 statistov v hribu nekje dol. Tako. Tega se spomnim, ker se je to hodil gledati. In ta film sem tudi v kino gledal in mi je bil v bistvu grozen, depresiven, brezvezen, kar je, se pravi, nek love-hate relationship, ne, se pravi, odnos, ljubezen in sovraštvo hkrati. Drug tak film, ki pa je, od katerega sem glih kar najdel tudi, mislim, imam fotografije sebe kot, ne vem, 10-letnika, ki gledamo scenografijo Vetra v mreži, ki ga je snimal Filip Robardorin v Novem mestu na Glavnem trgu. Mislim, to sta taka dva fragmenta, ki sta recimo mene zaznamovala v zvezi s slovenskim filmom. Tako da pa mi je bil všeč film, ne? Pa da sem ga v kinu gledal in tak Poletje v školjki. Poletje v školjki 2 je meni vzbudil nerealna pričakovanja, ker sem bil prepričan, da bom tudi jaz lahko uspešen kot plesalec, ker sem videl bagarje, kako plešajo. Torej si izjemna scena. Kaj si mi hotel, Matevž, nekaj spodbuditi? Ne, hotel sem te spodbuditi, v bistvu hotel sem ti povedati, da podpiram ta tvoj lokal patriotizem. Ampak ja. Veš kaj je moj občutek, da so to mogoče celo edini filmi, ki so bili posneti v Novem mestu preden je bila samostojna Slovenija. Se tudi polih ni bilo zelo veliko, ampak se mi zdi, da je to tak nek udor neke fantazme, ne? Neki filmari so prišli v mesto, pa neki snemajo tam, pa vozijo se z nekimi avti, pa kar zamaskirajo z nekimi dilami tam pročelja hiš, da zgleda vse drugače. Mislim, tako čudaško mi je bila ta nek odnos do okolice pa do realnosti. Zdaj, da si mi vrgnil v spomin, evo, ko si v kulisah govoril, jaz se spomnim, ko so Heretika snemali v Kranju, kako smo se podili tam in kako so po cesti tam ta glavni ulici, cesti čez Kranj, kako pravzaprav ne, tako se sprehodil, si res imel feeling, da si padel in drug čas, ne, ampak pa itak mulci pa vzatne in bilo totalno zanimivo glih to raziskovanje tega, kakšno je za kulisje, kako se potem tam ne vidiš, da so res same ena fleha od spretne zadnji pa en kupeni enega lesa pa gradbenih odrov in to je to. In pa si rečeš, pismo, vse so mojstri, ne, so mojstri, da jim res rata potem to prikazati. Ja, taka, v bistvu vsa filmska scenografija je taka Potemkinova vas. Dobar, da zgleda fasada od zati pa les in podpornik. Ampak ja, zdaj v bistvu vsi smo govorili o nekem tem prvem spominu. Me pa zanima v bistvu, ko ste taka pisana druščina, pa kaj v bistvu, kaj vam pomeni slovenski film? Kaj tebi metod pomeni slovenski film? Glede na to, da si bil, tako si sam rekel, najprej gledalec v kinu v Zalogu, potem si bil igralec v slovenskem filmu, zdaj si pa scenarist in režiser.
To je v bistvu zelo težko vprašanje. Ne? Jaz nisem imel te priložnosti, da bi film opazoval v zakulisju. Meni se je zgodilo to, da sem zelo rosno mlad padel direkt pred kamero na set in sem se temu snemanju moral čuditi z tiste strani, ki je bila nekako bolj obremenjena tudi. Ne? Ampak to je počasi šlo. No? Tako da jaz sem sprva pravzaprav imel do filma zaradi teh izkušenj z mladinskim filmom precej, te niso bile prav prijetne. Sem imel kar precej averziven odnos. Tako da potem se mi je pa zgodil en film, to je seveda film Nasvidenje v naslednji vojni, ki je vse postavil na glavo. Postavil na glavo predvsem zaradi tega, ker sem ugotovil, da je možno, da je film ko bi rekel, in ena vrhunska strast in prijetno delo in kako bi rekel, in ena suma sumarum lepa stvar, no, ki se ji velja posvetiti in takrat sem se pravzaprav na nek način zaljubil v film ali pa si zaželel, da bi s filmom potoval še naprej. Če bi pa me danes vprašal, kaj mi pomeni slovenski film, bi pa težko odgovoril, ker se mi zdi, da je to pač nekaj, in prav bi bilo, da je to pač nekaj samoumevnega. To je ena od naših možnosti izraza v tem slovenskem prostoru in meni se zdi nekaj samoumevnega. Ne? Pač to, kar meni pomeni, pa ne pomeni vsem enako. Ne? Zaradi tega, ker o slovenskem filmu je bilo izrečeno že veliko zelo glasnega, ampak po mojem, predvsem zaradi tega, ker so v odnosu do slovenskega filma pričakovanja absolutno prevelika, ker nihče ne upošteva, da pač vidimo samo desetino ali pa še manj letne ameriške produkcije, da o svetovni ne govorimo, da seveda potem slovenski film primerjamo z izborom najboljšega iz celega sveta in seveda te primerjave slovenski film vedno ne zdrži. In tle ga pač malo včasih nasankamo, no, in pol so neka mnenja o slovenskem filmu. Pač še več je pa takih mnenj, ki so zelo ostra, ponavadi prihajajo od ljudi, ki slovenskega filma sploh ne gledajo, niti ne spremljajo, tako da je to pol malo irelevantno. Pač meni pomeni življenje, ne? Jaz sem konec koncev mu posvetil praktično vse svoje življenje, ne? In o tem ne bi rad kaj prida debatiral. No? Ampak ja, kaj bi pa ta moment, ko si se zaljubil, ko si rekel, zaljubil si se v film v bistvu na snemanju, ali kako? Ne, jaz, ko smo končali snemanje filma o Nasvidenju v naslednji vojni, sem res občudoval, ne? Ampak jaz sem šel takrat svojo pot in sem končal študij primerjalne književnosti in filozofije in potem nekaj let delal na radiju v kulturni redakciji in potem sem ves čas čutil to okuženost s filmom, kot da je to pač en virus, ki je ves čas prisoten in potem sem bil prepričan, da se bom zmazal na ta način, da bom pisal za film, da bom scenarist in tako sem napisal svoj prvi scenarij, ki ga je Viba kupila in takrat sem se pogovarjal že, da bi z Žiko Pavlovičem, da bi on režiral ta film, a ne? Potem je prišlo leto 1991, veste, kaj se je zgodilo in takrat so mi na ministrstvu oziroma takrat še najbrž sekretariatu za kulturo odsvetovali, da bi en Srb takrat v Sloveniji snemal, a ne, pa čeprav je šlo za Srba, ki je predtem posnel že nekaj dobrih slovenskih filmov, ampak takrat smo razpadli, a ne, država je razpadla. Tako da potem pa je na ta način pol sem pravzaprav jaz nadaljeval. No. Tako da kje se je, mislim, jaz v bistvu bolj nisem mogel spizditi od tega filma, ne, jaz nisem mogel ubežati, zato je šlo bolj. Metoda, ta scenarij, ki si ga napisal, si potem tudi kdaj posnel ali je to nekaj, kar je potem ostalo v predalu? Ne, to je bila Carmen. Ampak je potem je pa tudi tako bilo, ne, takrat nismo imeli nobenega filmskega sklada še, ne, vse je razpadlo, državnega producenta več ni bilo. In je bil je res, so bile zelo čudne okoliščine. Tako sem ugotovil, da pač, če se tega ne bom lotil sam, ne bo tega filma nihče posnel, ne? Da bo scenarij dejansko obležal v predalu.
Super. Kaj pa tebi, pižama, kaj tebi pomeni slovenski film? Kaj je to? Ja, zdaj, glede na to, da sem komika, veš, tako kot sem prej že rekel, še zmeri občasno malo zlorabljam kdaj kakšne stereotipe, ampak se mi zdi, da tudi zadnje čase ne več tako. No, mislim, da še bolj neke spomine, neke te reference, tako ne, se pravi, ne da bi bil to zdaj film, neki slovenski film, to je sranje, ne, to je en kurec, ampak pač, da lahko kot pač komik črpam iz neke te domače zakladnice, ne, iz domačega bazena popkulturnega spomina, tako da recimo, ne vem, od tega, da sem ker sem imel nek bit o kletvicah in Vrag te pocitraj, kjer sem pol vključil noter Cvetje v jeseni, ne, kot najbolj znano slovensko skladbo na citre, do ne vem, vseh teh nekih referenc, ki jih potem lepo natrosaš nekam noter. Ne. Ena od teh ljubših mi je bila ta Pehar suhih hrušk, kjer razlagam, kako so vloge razdeljene, kako Milena Zupančič igra mamo, ker itak drug ne more igrati mame v slovenskem filmu, do tega, kako poberajo otroke iz okoliških šol, razen za dva glavna lika, da je par let starejša igralca, tako da 10 let starega Janeza igra Janez Škof, 11 let staro Lino pa Inti Šraj, in tako naprej. Do tega, da jih, ne vem, recimo tudi potem prenašam neke te reference naprej na mulce. Zdaj sem se ravno spomnil in sem stopil po tole knjigo Pasji mož in mačji mulc od Deva Pilkija, se pravi avtorja Kapitana Gatnika, ki je tako polno nekih teh v izvirniku ameriških referenc, in ravno tu je bil, ne točno kako je bil že v izvirniku režiser, ki se napravil snemati film o Pasjem možu, ampak tukaj potem v moji knjigi v slovenskem prevodu je to potem Boštjan Hladilnik. In tudi igralci so potem, ne, recimo ena, ta, ki je fatalka, je Katrinja Počasi, komični element je, kako ga že imamo, enka je ves nakvihtan, ta je kvihto strgan, pol je Seba K. Vaza, pa Bojči Šemaršič. Se pravi, da so mi stvari, ki jih pač zaradi tega, ker je vseeno so določeni liki, določeni igralci, ki jih povezujemo z določenimi vlogami, z določenim žanrom, ne dajo potem možnost, da lahko tudi daš slovenskim mladim bralcem neke reference, ki jih mogoče, če bi ne uporabljal te neke ameriške, ne bi štekali. Super. Zdaj pa Urša, pa Klein, mene pa zanima, v bistvu, zdaj, ko smo slišali malo, kaj pomeni metodo pa pižami slovenski film, vedno je pa tudi ta vprašanje, kjer je pa tvoj najljubši ali pa kateri je najboljši slovenski film, to je ta neka fama. Mogoče je bolj, da govorimo o najljubšem filmu, ker to film je vsaj po nekem mojem izkušnji neka zelo osebna stvar. Kjer je vajen najljubši slovenski film? Kjer je tisti film, mogoče, ki je na vaju naredil največji vtis? Urša? Jaz moram reči, da sploh nikoli, dokler nisem začela delati filmov, sploh nisem vedela, da je slovenski film slab. Jaz sem to šele na akademiji izvedela, ker je sploh ta klišej, ne vem, sploh ni prišel do mene nekako, zato ker tudi nisem gledala teh filmov. Tudi to slabo obdobje slovenskega filma sem nekako bila, mogoče malo premlada, da bi to ujela, ali kaj. Jaz sem šla direkt iz Čisto pravi gusar, pa Maja in Vesolček, pa teh raznih poleti v školki, na, ne vem, Outsiderja, pa v Leru, pa dobro, vmes je bila Babica gre na jug, pa potem Ekspres, in meni je bilo to vedno dobro. Mislim, to so bili objektivno 100 dobri filmi, se mi zdi. No. Tako da sploh nikoli nisem se zavedala te stigme, ki jo ima slovenski film, ker vse, kar je do mene prišlo, je bilo dobro. Ali pa vsaj sem štekala, kako je to nekomu dobro, če že meni ni bilo tako privatno, super. Drugače pa, mislim, potem, ko sem bila malo starejša, pa je bil kakor Poletje v školki bolj za otroke, je bil moj najljubši, ki sem ga tudi v kinu gledala, ko je prišel ven, mislim, da sem bila tako neki konc osnovne, začetek srednje šole, pa me je že ful bolj resno film zanimal. Mi je bil v Leru,
ki je še vedno po mojem moj najljubši slovenski film, odkar lahko rečemo, da je kao imamo državo Slovenijo, ki podpira filme, včasih bolj, včasih manj, ampak ne, jih tudi delno vsaj mičken financira in tako. Če pa pogledam še nazaj za vseh teh koliko že let, od leta 46, pa mogoče Splav meduze, no, odkar pa godine. Ne vem, ta film sem pa tudi gledala že kar velikrat, pa se mi zdi, da ponuja, ne vem, mogoče mi je glih zato všeč, ker ni tako enostaven, ponuja veliko nekih fajn momentov za analizirati, nekih referenc na zgodovino, na neke dogodke, na neke osebnosti, če te malo zanima zgodovina umetnosti, kar je mene tudi zanimala takrat, ko sem prvič ta film videla. Ima dosti nekih referenc noter in se mi zdi, da je zaradi tega tak bogat film, da ga lahko večkrat gledaš. Hkrati ima pa za nek tak art film v bistvu zelo veliko humorja noter, no? Kar je pa tudi, se mi zdi, taka fina kombinacija v slovenskem filmu, mogoče ne toliko velikrat videna. No? Tako da Splav meduze. Meni je tudi zanimivo to, kar si omenila o Valerov, ki bi rekel, tvoj prvenc, ne bom več luzerka, pa Valerov, po mojem mnenju, ima zelo veliko nekih stičnih točk. V bistvu. Se mi zdi, da sta dva taka generacijska filma, ki govorita o eni generaciji v tistem obdobju. O generaciji X pa generaciji Y, ne. Sej toliko izvernosti, ne. Vsi se mi zdi, da se mi zdi, da je dost tako, kot delaš svoj prvi film, sej tudi Outsider je po moje neki tazga, ne. Tudi tukaj je Košak bil malo autobiografski, pa je neki za svojo generacijo naredil. Mislim, da nas je veliko takih, kot ko razmišljamo, ko poskušamo neki iz sebe dati ven in pogledamo okoli sebe in smo zdaj malo globoki. Ampak ja, mislim, da nisi edini, ki vidi to usporednico. Bom rekla, da je kar kompliment to zame. Hajde. Pižama? Ne, jaz sem hotel sam dodati prej, ker je bila ta debata, primerjava med Uleru pa Ne bom več luzerka, da je ena zelo občutna razlika med obema filmoma je to, da v Ne bom več luzerka ni igral naš bivši župnik. Tako da ne vemo sicer, ne, bomo videli čez 10 let, mogoče se bo tudi kakšen od teh igralcev iz Ne bom več luzerka odločil za božjo pot. Ne. Jaz sem ga enkrat zelo srečal na vlaku, pa sem rekel, vi ste pa igral v filmu, pa je rekel, to je bilo pa zelo daleč nazaj. Tako da to, ja. Pa še zelo dober je v tem filmu. Zelo dober, ja. Janez Rus, ne? Govorimo o Janezu Rusu. Ne? Tako da, on bi lahko še kdaj v kakšnem filmu igral. Ja, Janez Rus je zasavc, je Strbol in je v bistvu na začetku imel to aspiracijo igralsko, ki se je spremenila bolj v teološko in kakor slišim, mu tudi zelo dobro gre. Ja, Klemen, tebe sem tudi isto me zanima pri Urši. Kaj je to? Kjer je ta tvoj najljubši slovenski film? Pa da ne bo zdaj spet ta lokalpatriotizem vlačal. Če bi lokalpatriotizem, pa bi rekel na svoj vesnik. Vse ne. Ampak gre za tako. Jaz sem že večkrat v življenju sem si neke te shemo delal, kje katero obdobje slovenskega filma mi dober dene. Moram reči, da meni osebno je zelo blizu Nasvidenje v naslednji vojni. To je film, ki sem ga gledal kot mulc, pa pol, ki sem na akademiji, ki smo študirali, sem ga gledal in vsakič mi ima neko drugo plast, neko drugo noto mi da. In zdaj pred kratkim smo ga gledali, ker smo ugotovili, da ga je treba restaurirati v kinoteki. In se mi zdaj v vsakem gledanju me drugače zadane in mi je vsakič v bistvu bolj zanimiv. In pol v bistvu, ne vem zakaj, ampak tako se mi povežejo na ta film par filmov, ki so me definirali, ko sem v bistvu raziskoval slovenski film. En od teh je Akcija od Kavčiča, ki se mi zdi najboljši slovenski noir. Se pravi, to je to reševanje iz Piskra, zapornikov. Drug tak film še, ki se me tudi dotakne, je Tistega lepega dne. Se mi zdi tak najbrž za moj okus ena najboljša slovenska komedija. Tako to. Pa sem pa skozi razmišljam, da bi mogel reči, da je en film od Klopčiča,
pa tako zmeri niham med tem, a je to, ne vem, strah, a je to papirnati avioni, ali na koncu gre za Cvetje v jeseni, pa za Mojata socialistični kulak. Sem tako, vem pa, ker sem pač pri Klopčiču še študiral, da njemu osebno je pač na papirnatih avionih mu je to bilo njemu zelo blizu. Tako da, recimo, če podrobno gledaš na papirnatih avionih, pa če ga večkrat gledaš, tudi vidiš v bistvu zelo veliko Klopčiča noter, kakšen on je v resnici bil, se pravi njegovo notranje doživljanje, kako je on dojemal svet, pa ljubezen, pa intimnost. Pa tako. Zato se mi zdi recimo tak iskren film. Če bi mogel reči, kateri film je iskren, bi rekel ta. Se mi zdi, Klement, kolikor te poznam, da si tak malo študiozen režiser oziroma da si malo piflar, kar se tiče teh režijskih pristopov, da me ful ne preseneča, da ti je Nasedanje v naslednji vojni všeč. Ker se mi zdi, da tako, jaz sem pogledala kar večino, se mi zdi, teh slovenskih, vsaj teh kinofilmov, pa se mi zdi, da je Nasedanje v naslednji vojni čisto obrtniško, ne? Če bi se učil režije, sploh režije teh nekih malo bolj ambicioznih pristopov, pa masovk, pa to mislim, da je to daleč najbolj tako obrtniško izveden, zrežiran slovenski film. To bi se kar strinjal. Se mi zdi, da... A lahko le nekaj dodam, ker sem pač bil udeleženec. Mislim, pri tem filmu, rad bi dodal samo to je pomembno povedati, ne, da je bil standard snemanja takrat nekaj drugega, kot je danes. Ne. Tako da jaz bom povedal, da je tam ena kader sekvenca, ki res da traja 2 minute pa pol, kjer so res masovke, kjer se poje in pleše in je kupenega dialoga, kjer se na koncu strelja domobrance, vse v enem kadru, ampak to smo delali cel dan. In to je bil res, se pravi, cel dan priprav za en sam kader, pa že ko je bila stvar popolnoma redi, ki bi lahko posnel, se je režiser majčken fiktivno skregal z ekipo, zaradi tega, ker pištola ni ustrelila, pa vsi vemo, da v postu to lahko dodamo, ta polka, ne. Ampak je šlo samo za to, da je on pridobival čas, da bi ta kader v resnici posnel ob pravi uri zvečer, ko je najlepša svetloba. Se pravi, to pomeni, veš, celostno investirati svoj avtorski potencial in ekipo za en sam kader. Tega jaz kasneje nisem več doživel, niti nisem imel občutka, da je to sploh še mogoče na ta način razmišljati v slovenski filmski produkciji. Ne? Daj me to od primeri, mogoče, koliko ste imeli snemalnih dni na Nasedanju v naslednji vojni? 50 v Sloveniji, pa 10 v Španiji. Se pravi 60. Mi smo imeli na jezeru 55 snemalnih dni, recimo, te 6 epizod po 50 minut. To je ta razlika v standardu danes. Sem hotel reči metod, da v bistvu gre za najbolj legendarno, po moje, najbolj kultno kader sekvenco znotraj opusa slovenskih filmov. Se pravi, to je ta scena, ki se začne od tam, kad ti boksaš, prideš ven, pa... Ne. Tista je tudi dolga. Ampak prideš ven, pa gledaš na neki tabli? Ne, to je sekvenca, ki se začne z... Pa voz. Ja, planina. Ne, planina, ta nek trg planinski, začne se noter z enim dialogom, z Tonetom Kuntnerjem, potem pridem jaz ven, grem... Dialog naprej, pokonja Tanja pleše za čok, pridajo, pripeljejo domobrance in gre kamera okrog in jih postrelijo tam za enim zidom. Vmes ima še Ivo Ban tam nek govor. Pa ja, to so bili res eni fascinantni časi, v bistvu tudi fascinanten režiser. Mislim, da res je škoda, da so te časi dinozaurov izginili. Kdo je bil pomočnik režije na tem filmu? Zobec? Bila sta dva, ja. Bil je Peter Zobec, pa bil je še en, ko mu ne spomnim se imena, Lemaič se je pisal, kako bilo. Zoran. Boban, Beograjčan. Ker zanimivo je, da je to, kar včasih spregledamo, je take masovke, režiser ne more sam narediti. To je odvisen od praktično celotnega režijskega, produkcijskega in še kakšnega drugega osebja na filmu.
Jaz zdaj že kar takoj vidim, da imamo že eno celotno filmarijo, podcast, epizodo podkrito z enim filmom in da je treba to debato nadaljevati, ker zna biti zelo zanimiva. Tako da ti se boš vrnil kot insider filma in potem še Klemen in še ostali, da analiziramo celoten film super. V detajlu. Da spodbudimo državo, da ga restaurira. Točno to, da naredimo peticijo. Sem na morju, so restauracije zaprte. Lepa. Pižama vedno aktualen. Izjemno. Pižama, kaj pa ti? Kaj je tebi najljubši film? Zelo težko. Prej sem šel na Wikipedijo gledati seznam najbolj gledanih slovenskih filmov in pol tuhtov, kaj je o tem pisal, pa lahko bi rekel, da na Planincah, zato ker ima najboljši soundtrack od vseh slovenskih filmov, ker ima en full hud komad noter, če bi hotel, ampak ne vem, tako, zdi se mi, da se jih kar ne par prepleta. Zelo so mi všeč bolj te, no, recimo, ki segajo malo po žanru, no, ki grejo noter, ampak še zmer, pa zdaj ne vem, od teh, kar sem v zadnjih 10-15 letih mogoče videl, ker res nisem zdaj toliko mojster, pa pač nisem študiral tega, da bi za nazaj ful gledal, so mi recimo tako, da so mi ostali, so bili, ne vem, Osebna prtljaga, od Lepajna tam je bila cool, od Möderndorferja, Pokrajina številka 2, če gremo v nekaj teh, pač, ki niso, pač grejo v nek tudi resnejši mogoče žanr, pa do, ne vem, veš, od Jebiga, ki je bil pravzaprav ta moja generacijska, bi rekel, tista nekaj, smo pač šli Ljubljana, ok, sem bil Kranjčan, mi smo tam, ampak smo vseeno, pač si šel na faks, pa si šel prej v Žmavca na en tunin sandvič, ali pa kaj tazga, in pa si tam kar naenkrat videl te stvari in pa si se pisal, kako lahko laufajo po uni ulici, v eno smer pa v drugo. Ni logike, dajmo pisati goofs na IMDb, sam tega še ni bilo takrat. Je pa res, pa zdaj bom tako, meni je še zmer najljubši izdelek, sicer kratkometražni, ima pač Matevž Tvoj prezgodaj 2 metra spodaj. To mi je meni, ki je tako, toliko ene lušne komike noter, enega tega res pristnega, bi rekel, poklona pač kmetskim slikam oziroma nekim tem tradiciji na sodoben način, na zabaven, da bi to je tisto, kar si rečem, pismo, če pa nekaj tako malo, 10 minut časa, ali bo zdaj to en, ne vem, prizor iz leta, ali bo to, ne vem, bomo gledali Gojca, kako drobi hašiš v rabljivi freski, bom raj to pogledal. Ok, super, hvala. Ampak gledam to, ko si rekel, da te žanr zanima, jaz ti res priporočam Akcijo od Kavčiča, to, ko je Klemen omenil. To je res izjemen akcijski film z super suspenzom. Pa klasičen noir v tem stilu, recimo Casablanca ali pa, ne vem, Sierra Madre ali pa tako. To je ta prav klasičen ameriški noir. Ja. Sem pa grik zaradi tega, če smem še dodati, pa če sem res fan teh filmov, ki pa so pač ali prispevali k temu stereotipu, oziroma niti ne, ampak mogoče to je pač neki filmi, ki bi se jih dali ful dobro mistikati, na ta Mystery Science Theater, pa če smo zdaj pri tej rabljivi freski, ki smo jo že omenili, tle je ena ful zgodba, jaz sem šel dejansko ta film gledati v kino, sem bil eden od, kaj sem gledal, koliko jih, eden od 3800 ljudi, ki je plačal karto za ta film, predvsem zaradi tega, ker ta film je bil ful nahajpan na ljubljanski hip-hop sceni, ker bi po nekem planu bi moral Klemen narediti, pa Pasikartel bi moral narediti komad za film in je bil tudi dejansko narejen, pač mi smo tam nek tape imeli, kaj Klemen repal, ki v tem srednjem veku živel je moč, ker ljudi je pekel, to je bilo v času nožev in sabel, tip je bil pač rabel, in to ne bi bilo pač, a veš, pač tam, a veš, sred 90-ih, da zdaj bo pa rap v filmu se znajdu, in potem greš gledati in se mi zdi, da te pač isto od Kamorana, variantica, ful dober nastavek, pa se pa točno vidi, na kjermu mestu zmanjka keša ali česarkoli in morajo potem neki, kar bi trajali pol ure, 1 uro za normalen potek zgodbe, naredijo pač pa, evo, tukaj je pa 8. sezona Game of Thrones zdaj. Yeah. Se zelo strinjam s tabo, tudi Morana ima izjemen nastavek za dober horor v bistvu. Ja, kaj boš pa zdaj počel, Pižama, ker noš mogel sploh gledati slovenskih filmov? A zdaj, ne vem, zdaj bom pa pisal
kako že, odprta pisma, da ne restaurirajo Nasvidenje v naslednji vojni, pa seveda peticije bom podpisoval, da ne bo rabljeva freska javno dosegljiva. Ne, v digitalni verziji. To je tako dobro, ker teh filmov pač tudi polni, da bi jih dal na DVD, da bi jih šel lahko. Pač zdaj vem, tista kopija je, zamudil sem uno projekcijo v kinoteki, ki je bila pred par leti. Zdaj ful bi naredil tako res na ta Mystery Science Theater 3000 variantico s parimi filmi bi se probal, to bi morali dati v kinoteko, pa reči, lejte, to je tudi bi že neko filozofsko podstat. Ampak ja, meni ni panike glede tega, ker ne morem več gledati slovenskih filmov. Mene zanima, kaj boste vi pravzaprav naredili, a vi lahko državi izvršbo napišete, dati, ker vam je že dolžna, ker če bi bil kdorkoli od nas dolžen državi, toliko časa, toliko keša, pač mi pristanemo na unmu oddelku, kamor, veš, pač na te zajebanem oddelku, ne na unmu, kamor greš, čeprav že je ful dobro v Bosni podjetje odpreti. Metod, kaj praviš? Jaz pravim, da trenutno vodijo igro ljudje, ki imajo s temi zajebanimi oddelki že velike izkušnje in to takih, da vejo tudi, ko se v tem nazaj pride, ven, pa nazaj na oblast. Pa tako da ta promet skozi ta vrata zelo obvladajo in jih zato tudi ko spretno nam zapirajo in odpirajo njim prijaznejšim osebam. Tako da spet smo se znašli na tisti neprijazni, nepriljubljeni strani, kar se politike tiče. Pa je bilo to že včasih, tudi v tistih, ko sem jaz začel, ko smo imeli neke čudne, skozi so prihajali direktori direktno z CK-ja, ampak to so bili eni fantje, ki so se mal čudili temu filmu, na koncu pa zrihtali denar. Noben od njih ni ustavil nobenega filma. Zdaj pa imamo tako situacijo. Tako da, a veš, kaj se mi zdi? Ne vem. Da je, če dalje bolj. Najprej se mi je zdelo, da se je ustavil denar, da je napaka, da smo mi toliko pod radarjem, da je cela ta slovenska filmska scena, ker nas že 30 let odrivajo od vsega, najbolj pa od tega, da se bi ga sploh nekaj resno financiralo. Da se je začela pandemija, da se je zamenjala vlada, da niso bili pozorni in da je tam pač nek papir nekam vmes med neke fascikle padel in pač so nas pozabili. To se mi je na začetku zdelo, da bi bilo možno. Ampak se mi zdi, da zelo hiter je v bistvu ta neka slutnja prišla, da mogoče je pa za nalašč, pa zato, ker se to lahko naredi, pa ker smo glih zaradi tega, ker smo tako sicer absurdno, ker smo tako odrinjeni od neke te mainstream, kulturne politike ali pa, to metod zmeri super pove, da obstaja v Sloveniji državna politika, ki je zaščitena z zakoni in financirana in pol je ta nek mali procent. Misliš državna kultura? Se pravi, kultura. Veš, kaj sem preskakujem in misli. Se pravi, državna kultura, se pravi, ki je zaščitena, se pravi, galerije, muzeji, opere, baleti, gledališča, se pravi, institucije, ki imajo predpisano, koliko denarja morajo dobiti. In pol je ta neka, smo zračunali 8% v budžetu kulture, je ta neka, to, kar smo mi, se pravi, programsko financirana kultura, ki nas lahko pa, ker je to program, ker ni država zavezana, to plačevati zmeri poreže in smo tako odrinjeni na rob. In zdaj, ko je prišla situacija, ko se je pokazalo, tle je pa nek rdeč gumbek, pa se naredi plk, glej, pa 12 mesecev ne rabimo nič plačati. Se pravi, vzpostavljali so se pogoji, ki so posledica, po moje, 30-letnega zanemarjanja področja ali pa odrivanja tega področja, da lahko nekdo samo gumbek premaknil in pač čakajo, dokler ne bo res gorel pod nogami. Ampak se mi zdi, da jim sploh, da trenutni, se pravi vrhu politike sploh ne gori pod nogami, da mi nimamo tega, da kljub temu, da je povsod po radijih, pa po televiziji, pa da to javnost pritiska, pa Evropa pritiska, pa ne vem kdo vse pritiska, da jim je vseeno. Pa pižama jim je odziv. Ja, sam vem,
Sam glede na to, da je Pižama rekel, če ti ne plačaš Fursu ali pa ti dolguješ neki državi, ti zablokirajo račun, tle ni neke logike, ne vem, Pižama, kako si ti to razlagaš? Si ne, jaz si dejansko zadnji pol leta sploh se ne trudim več razlagati, ker se mi zdi, da je vse to totalno, da je bolj, da tlele sosedu ukradem vola iz hleva in sedem nanga in z preklo za fižol letim nasproti mlinom na veter oziroma veternici na rebri, da ima to več smisla, kakor iskati smisel v dejanjih. Mene bolj nekaj drugega sem še hotel vprašati, ker razumem zdaj po svoje, da bomo nagajati, pač ne bomo dali keša, ampak na kateri točki se ti spomniš, da boš leta 2020 v državi, v sistemu, ki ne bi bil demokracija, kjer ne bi pač kulturniki prosto ustvarjali, da ti začneš, da rečeš, da kdor hoče posneti film, ga mora pa požegnati vladni organ. Ne, sorry, to je, ne vem, a smo se prestavili v Severno Korejo ali nekaj podobnega, to mi je totalno, ker da se očitno, vse smo videli pa tudi zdaj pri tem odzivu na Macinjove, na Izbrisano, ker si dejansko, ne vem, te ljudje razlagajo, da je film totalno lahko samo nek propagandni stroj, da ima neko propagandno funkcijo, pa še to pravzaprav v tej največji možni maniri rekel tega, ne več poveličuj sistem, poveličuj naš sistem. Tako je, počutim se dejansko, kot da bi v tej knjigi bil, ko so bile knjigice, časovni stroj, pa listaš levo in desno in ne veš točno pa na koncu, v katerem letu si trenutno. Ja, meni je fascinantno, meni je tudi zanimivo. Miha Hočevar je, ki smo imeli v komuni to, ki smo v bistvu prvič javno, resno izrazili ta naš protest na tem dogajanjem, je v bistvu Miha Hočevar rekel super stvar. Vsaj tako se mi zdi še danes. V bistvu. Mogoče pa gledajo te napačne filme, ker niso filmi vsi taki. Če gledamo slovensko zgodovino, tudi v zadnjih 30 letih imamo zelo raznolike filme. Ampak očitno je res, da je to, kar ti govoriš, da dojemajo film kot promocijo. Sedno vse zadnje tudi televizijo dojemajo kot neko vladno ali pa politično glasilo. In ne vem, res živimo 2020 ali pa mogoče od 91, ne vem, povej. Ja, tle se mi zdi, da je podoben nekako dojemanje filma, tako kot imajo dojemanje knjig, kjer pravzaprav jaz to vidim, ker se ukvarjam z mladinsko literaturo in je zelo ciklično se ponavljajo te stvari, da dajo kakšno knjigo za Cankarjevo priznanje, kakšno domače branje in potem reče dve grdi besedi nekdo, ne, pri čemer je to, ne vem, v knjigi je to v funkciji tega, da ga karakterno znači to osebo, da ponavadi je to pa še nekdo, ki ima negativno vlogo, ampak potem pa imaš neke te dušebrižnike, ki planijo na to knjigo in pravijo, oni pa hočejo otroke naučiti, kako grdo govoriti po vse. In to se mi zdi, to je nekdo je rekel, da to so ljudje, ki so v življenju prebrali, edina knjiga, ki so jo prebrali, je bila kuharska knjiga in zaradi tega razumejo, da pravzaprav, da vse, kar piše, je navodilo, kar je zapisano navodilo, kaj moraš ti početi, da nimaš sposobnosti, ne vem, razpoznavanja različnih nivojev globin besedila in dojemanja tega, kako funkcionira besedilo. In da se pa tudi tukaj pri filmih imamo stik z istim tipom človeka. Morda edini film, ki so ga pogledali, so bile reklame. Jaz tako vidim to logiko. Film po njihovo mora nekaj reklamirati ali pa biti za neki ali pa proti nečemu. Ni neke sive cone, ni neke kompleksnosti. Reklame pa ta Toninov video, kako že ga evakuirajo tisti njegovi specialci ali kaj so. Jaz mislim, da je to ta diapazon dojemanja. Me pa zanimivo, da jaz mislim, sicer recimo en nivo dojemanja tega, kaj se dogaja, je ta, to, kar zdaj Urša pa Pižama razlagata, ampak v resnici, ko od blizu vzad gledam, kaj se dogaja, pa jaz mislim, da to delajo za nalašč, da je to dimna zavesa za nas, da se zaletavamo vanjo. Da v resnici imajo, da je
ideja, zakaj se to dogaja, ful bolj kompleksna. In da je v bistvu, da je hkrati impulzivna, da je iracionalna, da je to vse tako, da so okrog eni vojščaki, ki to propagirajo, ki imajo dejansko te aspekte, ki sta vedno rekla Urša, pa Žama, ne, ampak da v resnici vzad, ne, ko se ta impuls naredi, ok, tle se nam je ponudila priložnost, da za eno leto ustavimo financiranje filma, ne, kaj ćemo narediti, ne, in se da nekaj narediti. Dajmo videti, kdaj bojo skočili, pa kako hitro bojo skočili, pa dajmo to, kar bojo skočili, uporabiti nam v prid, da bomo rekli, samo filmari se lahko komentirajo filme, daj ne ti komentirati, ker če boš komentiral, te bojo filmari požalili. Mislim, nekaj take, ne. Ampak da vse te komentarji so dimna zavesa za to, da se mi ali pa ljudje, ki pač so na Twitterju ali pa kjerkoli, da se zaletavamo v te neke floskule, da v resnici vzad pa vse teče tako, kot je zamišljen. Se pravi, da denarja ni in ga ne bo. Ne? In da se bo na koncu izkazalo, da so v bistvu naši zavezniki, tisti, ki bojo rešili, v bistvu so tisti, ki bojo rešili zadevo, so nepričakovani heroji, po mojem. Lahko še jaz komentiram tole. Meni je postalo jasno, kaj slovenskim politikom pomeni slovenski film. V enem trenutku, ko je bila ena priložnost, ko smo spet morali v parlament zagovarjati svoj prav, in je eden od poslancev, trenutno vladajoče stranke, rekel, da o slovenskem filmu svoje mnenje, in je rekel, jaz vem, kaj je slovenski film, vi to ne znate. Jaz sem gledal Cvetje v jeseni in tam Milena Zupančič čist narobe grable drži. Zato gre. Za grable gre. Ja, ne, res, to je njihovo mnenje. Vse, kar je več od teh grabelj v slovenski kulturi in v slovenskem filmu, jih frustrira. Zaradi tega, ker je to preveč, odveč. Nesmiselno, tega mi nočemo. Tako da jaz mislim, da je osnovni problem v tej frustraciji, ki pa jo lahko, če pa govorimo o samem vodju stranke, jo pa lahko seveda povežemo z znano osebno zamrljivostjo. In ne smemo pozabiti, da je bil pred leti posnet film s kar zgovornim naslovom Jaz sem Janez Janša. Posneli so ga sicer 3 umetniki istega imena. Bil je konceptualen film, ki je govoril o sindromu, o katerem tudi zdaj razpravljamo. In v tem grmu je vsekakor zajec. In to ni nič drugega zdaj kot en vzgojni mehanizem. Dajmo jim pokazati, da si ne bojo kaj mislili. Zaprimo jim pipco, pika. In to je seveda politična samovolja, absolutno. Ne. To je vdor v vse možne režime, zadnje je to kršenje zakona o uresničevanju proračuna in tako dalje. Ampak tako daleč smo šli, da je to mogoče, ne. Samovolja. Tle je itak, mislim, da to, kar sva midva z Uršo govorila, pač razvijala te profile, da to je neka naša teorija zarote, s katero se to lažemo, pač, kjer upamo, da je v ozadju pač neumnost, v resnici je pa zloba. Mislim, da si tle Žama zadev žeblico na glavico. Jaz bi sam rekel, ja, to vse zdaj. Mi smo zelo zaplavali noter, samo srčiko se mi zdi. Ampak dajmo malo za nekoga, ki recimo posluša, pa malo ne razume, dajmo malo nazaj stopiti. Kaj se je sploh zgodilo? Nekdo se je spomnil, da slovenski film ni več investicija. In Urša ve ime. To je bil podsekretar v Bertoncljevem, ko je bil Bertoncljev še minister, nek Franc, kako že? Na Ministrstvu za finance, ja. Je to en dolgoletni podsekretar. Franc, ne? Ne vem, če je še vedno podsekretar, ampak mislim, da je. Ja, definitivno mu je ime Franc. To ni nek 90 let star človek, to je nek človek star, pa moje ene to, kot ti Pižama, ki je mogoče gledal ob nepravem ali pa v pravem momentu rabljevo fresko, ne vem. In se je neki zapičil prav v financiranje filma. Hašiš imajo not. Ime mu je pa Franc Radman, drugače. On se je spomnil, da slovenski film, ker se te blazni milijoni tle kotelijo skozi, da to ni več klasična kulturna subvencija v kulturo ali pa ne,
ne pozabi, da se subvencionira tudi podjetništvo, pa kmetijstvo, pa znanost, pa marsikaj, da to ni več subvencija in da je film tukaj nekaj izjemnega in da se film, ker je to pač neko napol kriminalno početje, spada bolj tam zraven T6, pa avtocest, pa drugega tera. In je naredil financiranje, ko se slovenski film financira, tako da se financira velike državne investicije. To je bil prvi potek. Se pravi, to pomeni, da pri vsakmu filmu prijatelji vladajoče formacije full procentov poberajo, ali kaj? To pomeni, da mora zdaj vsak film teči tisti krog tretja razvojna osa. Tle smo. Se pravi, ti moraš narediti, preden podpišeš pogodbo, je treba DIP narediti, tako imenovan državni investicijski plan, ki mora biti na finančnem ministrstvu potrjen in potem greš lahko v realizacijo in ko je vse realizirano, gre to čez 6 ali 7 korakov preverjanja, od tega, da ti imaš zunanjo revizijo, da to preveri filmski center, da to preveri Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za finance in pride na ta slavni odbor, ki se mu reče odbor za državne in javne zadeve, to je vladni pododbor, ki vsebinsko odloča o stvareh. In to se je zdaj zgodilo, da prvi tak dokument, ki bi mogel iti čez, je šel 22. marca ali aprila čez, ta drugi je pa prišel 12. maja, ko so se že fantje, ki so prišli na oblast po Bertonclu in sošolcu Šarcu, ko so prišli tam, pa da so se zavedali, kaj se dogaja, ker korona malo spustila maja, so ugotovili, da oni pa lahko to ustavijo. Preprosto tako, da ne obravnavajo tega. In od 12. Ja, sam takole, zdaj, da ne obravnavajo tega na tem odboru, ampak to je zdaj kar tako malo zamegljeno. V bistvu vsaka dobra zgodba rabi dobrega antagonista. Mislim, James Bond film je dober, kadar ima super antagonista. Takrat je dober. Ja, tle bo preletel pol, glede na bo preletel NVO za čisto Savo. Ne, ti imaš tako, ne. A veš, ko gre zdaj ta dokument, ki mu mi rečemo, ne vem, kaj je načrt za financiranje slovenskih filmov, ker ima noter 10 filmov in pride 12. maja iz Ministrstva za finance, ki reče, da je vse v redu s tem dokumentom. Celo komentar neke sekretarke je, da je to vzgledno pripravljena dokumentacija. In zdaj to pride na Hojsovo mizo, kjer to Hojs in Predalič gledata ta dokument in imata zelo dobro idejo. Kako filmarjem ne plača do decembra nič. Kar je še zmer boljša ideja, kot da bi se spravila lektorirati tekst. Ampak jaz imam še eno stransko teorijo, če smo že pri teorijah zarote. Jaz sem večkrat doživel eno zelo nenavadno stvar, da so ljudje opazili, da ne samo jaz, ampak da vsi mi, ki delamo filme, da pri tem uživamo. In to je za določene, ki so zaposleni v državnem aparatu, greh. Zdaj, a delaš ali uživaš? Ne more, ne gre to skupaj. In zdaj bi mi bili radi pa še plačani za to, ker se imamo fajn. Jok, brate, ne bo šlo, tle nekaj ni v redu. Tako sem res to čutil marsikdaj z te strani, politične strani, kot eno zamero, da se imamo mi fajn med tem, ko delamo te svoje stvari. In pol je marsikdo, še celo kakšen razumen človek rekel, pa zakaj pol hočete denar za to od države? Dajte vi za kruh, snemite reklame, filme pa za užitek, se jih tako uživate. Pa smo čisti, pa ni treba državi dati nič subvencij, investicij. Država naredi mi imamo država ima industrijo, AV industrijo kar razvito in je ta velikost je tam 60 milijonov približno, koliko naredimo z AV industrijo v Sloveniji, se pravi audiovizualnimi, se pravi z vsemi snemanji, ki se dogajajo, če izključimo televizije, ki je pa še dodatnih 200, mogoče milijonov ali pa 150. Govoriš tudi o teh snemanjih, ki se na trgu tako zvano dogajajo. In znotraj tega trga imamo mi 4 milijone 700 državne subvencije. Zdaj to v nekem kontekstu enih, ne vem, recimo film napram ali pa kultura napram kmetijstvu ali pa agronomiji, je to razmerje 1:270, se pravi, v kmetijstvu se 270krat bolj subvencionira k film. In to je neko povprečje za Evropo, recimo. In zdaj, tisto, kar je subvencionirano, ni noben dal iz žepa, se pravi, to ni cent, ki ga ti daš, ko plačaš kruh, pa si davek plačal, ampak so to
v bistvu industrija sama naredi v Sloveniji tam nekje okrog 11 do 15 milijonov davkov, ne? In vsaka pametna država to, kar industrija sama naredi, vrne nazaj v industrijo, ampak na način, da se dela kompleksnejša, zahtevnejša, bolj se pravi produkcija, ki je trg sam ne sproducira. Sam zdaj, jaz malo bi se navezal na metoda, ki je rekel o tej teoriji, da mi uživamo. Jaz ne vem, jaz ne uživam, ko delam film, jaz trpim. Ampak Se pravi, si umetnik. Jaz sem umetnik, ja. Ampak je v bistvu bi se pa navezal na to, kar je Klemen govoril. Ne vem, koliko je te pižama to znano. V bistvu, da evropski film v veliki večini funkcionira z državno pomočjo. Itak ni tako, da so filmi dejansko dobro. To vem, ker sem videl zadnjič imela tisti pogovor za knjižnico, da dejansko pač ni nobenega filma, ki bi ga financirali izključno ena država, pa gre vedno zdaj pač za koprodukcijske projekte znotraj. Ne? Se pravi, se zglik zdaj je bilo ta teden, da ne vem, z kere države je prišel honorar za film na slovenskega, pa še čakamo. Ne, v bistvu se je zgodilo to, da je projekt v nastajanju Kapa prijel v Luksemburgu 500 000 evrov. Je tudi bil v načrtu za realizacijo preko Slovenskega filmskega centra tudi pri nas, ampak recimo absurd se je zgodil, da projekt je dobil denar v Luksemburgu, v Sloveniji ga pa ne dobi. To se pravi, imamo projekt, to se pravi, kjerkoli država, bi že kjerkoli direktor ali pa politik skakal po glavi in govoril v prime timeu vseh nacionalnih poročil, da tujci nam hoče dati 500 000 evrov, mi ga pa ne damo. To bi poslušali 14 dni in potem bi odprli neko lakirnico v neki vasi. Tle je isto. Mi se moramo zavedati, 3 mesece nazaj so 3 producenti prijeli 500 000 evrov od Evropskega sklada za razvoj novih projektov. Se pravi, film je neke vrste malo podjetje, je nek startup, ki prinaša svež kapital v Slovenijo, ne samo kapital, ampak tudi sodelavce, ki jih najdeš širom Evrope. Pa še tako, to sploh niso filmi, ki pri nas jim nočemo dati denarja ali pa jim nismo dali denarja. To so filmi, ki so bili pri nas strani strokovnih komisij izbrani v te programe, imajo podpisane pogodbe z državo, da bodo dobili pač denar za produkcijo, ampak zdaj to stoji. Ne? In prišli smo celo do takih absurdov, zdaj ziher se spomnimo kakšnih teh, ne vem, gigantskih številk, ki so se valile po medijih ob teh državnih investicijah velikih, kakor je recimo Teš 6 pa ne vem, avtocestni križ pa tako naprej. Ampak zdaj čist sam za ilustracijo, o čem se naši kolegi na vladi oziroma na tem vladnem odboru pogovarjajo, s čem se ukvarjajo, kaj more ta bogi Aleš Hojs, ki predseduje temu odboru in te njegovi prijateljčki na vladi, v kakšne detajle se oni spuščajo. Oni dejansko bi radi sami odločali o tem, a se potrdi po 20 000 evrov za nek koprodukcijski film. To so taki zneski, tudi med drugim, ki tam stojijo. Recimo, čistko en primer, ki je meni se zdi najbolj bizaren, za en film, ki je bil leta 2017 že potrjen na razpisu, medtem je bil posnet, bila je premiera v Berlinalu, kjer je dobil nagrado, medtem je dobil tudi nagrado Evropskega parlamenta, nagrado Lux, bil je distribuiran v ne vem koliko državah, na neskončno festivalih, bil je na shortlisti, mislim, da tudi za tujezičnega Oskarja, to nisem čist prepričana, ampak vsekakor tudi v igri za Evropske Oskarje. To je makedonski film Bog obstaja, ime je Petrunja, najbrž ste ga tudi gledali, bil je pri nas že v kinodistribuciji in temu filmu smo Slovenci dolžni še par tisoč evrov od skupaj 45 000, ki smo ga Slovenci investirali, zato da se lahko podpišemo pod pač ta en zelo, zelo uspešen film.
In Aleš Hojs zdaj lastnoročno želi odločati, oziroma najbrž kar njegov šef, gospod Janša, želi lastnoročno odločati, a bo teh zadnjih par tisoč evrov filmu, ki je že bil strašno uspešen na tem celem evropskem distribucijskem parketu, še dodelil ta nek zadnji honorar. V take detajle se mi spuščamo. Tukaj sploh ne gre o nekih milijonskih zneskih, ki jih bomo režiserji pospravili v svoje žepe, ampak o nekih tako drobnjakarski, no, so postali te gospodje. In tako mislim, da tukaj mora biti neka zelo globoka želja po kontroli nečesar, česar očitno ne razumejo. Ja, v filmu se zih pojavil kakšen kolonot. Sam jaz mislim, Urša, ena stvar je, Urša, to, da so te filmi koprodukcijski, ki mogoče so manjši zneski. Obstajajo pa filmi, kjer jim država dolguje več 100,000 evrov. Tako da imamo pestri nabor 33 filmov. To je tako, ko bi 33 projektov državnim v bistvu bilo blokirano. In v bistvu se je ustavila popolna panoga. Ustavila se je v bistvu panoga, v kateri dela 1400 ljudi. Se pravi, 1400 ljudi z družinami ne morejo delati, ne samo zaradi epidemije, ampak tudi zaradi tega, ker država blokira. A ni absurd, da država da mesečni temeljni dohodek, hkrati pa ne moreš priti do plačila, ker ga si zaslužiš že pred epidemijo. Mislim, to je popolni absurd. Mislim, v kakšni državi živimo. No, sej, kdor si ne predstavlja, kaj pomeni teh 1400 ljudi, si lahko zavrti v glavi eno odjavno špico od kjergakoli filma. Tudi slovenski filmi imajo kar dolge odjavne špice, zato ker na vsakem celovečernem igranem filmu recimo zelo hitro dela vsaj 200 ljudi. In vse te ljudi je seveda treba plačati in mi jih želimo plačati pošteno in pravočasno, ampak trenutno je na 33 projektih velik del teh ljudi, vsaj na teh, ki so večinsko slovenski, no, teh je po moje okrog polovica, praktično večina teh ljudi ne poplačanih. Ja, mene še zdaj kdaj ostal kakšen človek, ki pravi, da je bil statis v filmu Nasvidenje v naslednji vojni, kako je bil dobro plačan. Če še enkrat omenim ta film. Ampak se pa mečkam bom uprl, ker ne bi rad videl, da motiv in razlog te blokade, da bi postavili na ta imenovalec nekega čudaštva te skupine ljudi. Ne gre za čudaštvo, če bomo malo povezali stvari, se bo izkazalo, da ni. Če govorimo o ministru za notranje zadeve, ki je hkrati predsednik tega odbora za državno ureditev in javne zadeve, ki pripravlja ki naj bi dala naše gradivo na sejo vlade, na dnevni red, pa tega ne stori. Ta ista oseba je bil do nedavnega sveda direktor medijskega podjetja Nova 24 TV in s kakšno nogico in ročico verjetno tam še vedno ima kak interes. Ne, na vse zadnje je še vedno delničar tega podjetja. In mislim, da gre pri tej politiki tudi za to, da zdaj degradirajo slovenski film, ga blokirajo, ga onemogočijo, ga šikanirajo, zaradi tega, ker se s tem ustvarja nek nov prostor. Na podoben način usporedno upoštevamo, da na tak način šikanirajo tudi nacionalno RTV, da pripravlja zakonodajo, s katero bi za 8% zmanjšali proračun javne RTV. Čeprav bi morali seveda že zdavni povečati ta skromni prispevek. Skratka, mislim, da je to pravzaprav del neke priprave novih pogojev za drugačno audiovizualno industrijo, ki bo imela drug predznak, predvsem bolj populističen, pa predvsem bolj servilen do oblasti in tako dalje. In da v bistvu je to samo prvi korak, da nas šikanirajo, živcirajo, prikrajšajo, da se sektor skrči, zmanjša in da se potem stvar začne na novo in da se bo seveda financirala po drugih, bolj nadzorovanih kanalih in da bodo k temu delu pripuščeni tisti, ki bodo pač izkazali določeno mero razumevanja in te
pravilne ideološke usmerjenosti, ki bodo razumeli heroje sodobnega časa, med katere se uvrstijo vsi protagonisti te politične igre, o kateri govorimo. Jaz se ful veselim naslednjih teh filmov, ki bojo, ker vem, da prvih 5 scenarijev bo spisanih v verziji. Ampak to, kar si govoril, pa ne vem, ostali, a mislite, da gre to za neke vrste kulturne boje? Ali? Jaz tukaj vidim usporednico s tem, kar je Metod povedal. No? Vidim usporednico s tem napovedanim muzejem osamosvojitve. Ne? To gre v bistvu za neko zelo podobno stvar mogoče. Postavci spomenik, sam tokrat audiovizualni, v tej neki alternativni resnici za, ne vem, za v bistvu propagandne namene. Pa bi meni mogel Ozimandijasa prebrati. Meni je recimo pa ta muzej osamosvojitve mi je pa v bistvu očiten znak, v bistvu ne očiten znak samo te politične garniture, ampak v bistvu nasploh za celotno slovensko politiko. Problem podhranjenosti slovenskega filma ni v tem, da ni denarja za slovenski film, ampak je to samo stvar neke politične volje. To se pravi, če se neka politična opcija odloči, film nam je kulturna prioriteta, ker zaradi njega se predstavljamo po celem svetu, ohranjamo slovensko besedo, nagovarjamo mladino in še druge stvari, mogoče spodbujamo gospodarstvo, potem je to stvar politične odločitve, da pride do dodatnega financiranja in da ta panoga zaživi, kokor si zasluži. Ne vem, Žama, če si slišal, mi smo pred leti, mislim 2 leti napisali nacionalni program za film, tako da ne bomo sami jamrali, smo tudi pač se nekaj dotakli nekih potencialnih rešitev. Niste jamrali, ste iskali rešitve. Iskali smo rešitve, zato ker je takrat dotični premier rekel, ne jamrajte, iščete rešitve. In Metod, kaj smo tam noter napisali? Kaj smo napisali? Ja. Tisto je dobro napisano, to ni le seznam želja, tam je v bistvu analiza stanja na audiovizualnem področju, detekcija vseh problemov. Nismo bili tako fokusirani samo na probleme, ki nam jih povzroča politika in inertnost, pasivnost države, ampak smo analizirali tudi stvari, ki jih seveda, ki so naše zgolj, ne, strokovne. In skratka, pri vsakem problemu, ki smo ga detektirali in analizirali, smo seveda tudi nakazali možne rešitve, ne, in mislim, da je to 60 takih nalog in rešitev. Zelo malo od njih je realiziranih, tiste, ki so, med njimi seveda ni nobene, ki bi bila v pristojnosti države. Tako da, to je dokument, ampak dokument, ki je bil bolj namenjen nam, no, pa za zgodovinski spomin, pa za neko našo orientacijo. Takrat, ko smo začeli se tega lotevati, Metod, ti si bil eno od gonilnih sil tega, da smo to začeli pisati, je bila ideja, da se bo začel pisati nov nacionalni program za kulturo, ne? In da mi moramo imeti svoj prispevek, ker prejšnji nacionalni program za kulturo ni imel primernih rešitev za filmsko področje. In v tem smislu se mi zdi, da smo se lotili tega pisati. In rešitve so kompleksne, ne? In so v bistvu naš prispevek k temu, da bi država, ko bo država napisala nacionalni filmski program, da bo lahko te rešitve upoštevala. In če vemo, mi danes nimamo veljavnega nacionalnega kulturnega programa. Imamo pa veljaven nacionalni program za film. Pa zaprto pipo, ne? Ne, ampak se mi zdi tako, no, kar se tiče tega nacionalnega programa za film, se stvari tako planirati, se je izkazalo tudi, da so bili vsi nacionalni programi za kulturo bolj ali manj neka
neko tako, bi rekel, politična beletristika, ne. To je nikogar ni zares zavezovalo, niti formalno, niti ne verjamem, da je kdorkoli na ministrstvu kdaj kasneje odprl ta program. Ministri so se menjali s preveliko frekvenco in nihče ni hotel uresničevati programa nekoga drugega, ne. Iz prejšnjega mandata je to zavrgel in iskal nove rešitve. In sestavljal nove komisije, ampak za nas je bila to zelo dobra izkušnja tudi zaradi tega, ker smo na nek način dobili pogled, pa ker smo se naučili mogoče tudi artikulirati te strokovne in politične probleme, jih organizirati, jih zaznati in jih imeti na, bi rekel, v neki svoji agendi. Tako da se mi zdi, da je dobro, tako da smo zdaj kot stroka, kot zveza bistveno bolj fokusirani ali pa, da jim bi rekel, bistveno manj kaotični, kot smo bili nekoč. No. Ja, jaz bi na tem mestu rekel, da bomo dali v zapiske link do elektronske verzije te nacionalnega programa za film, tako da si lahko vsi preberete Pižama, lahko si ga boš prebral. Super. Ni pa še animiran. No, tako da. Hotel sem samo nekaj vprašati, pač glede tega, a so bile kakšne tudi iniciative, pa se ne vem, zdaj kakšna je tudi vaša pozicija do tega, ampak kako iz Privalske z določenimi temi olajšavami za privabljanje pol tujih produkcij, ker zdaj, kolikor vem, pač po tismu, ko so Narnijo snemali, pravzaprav edina večja stvar je bila zdaj, ko so ta Wheel of Time, da je prišel k nam, pač, ker ne vem, jaz, kot nekdo, ki gleda od zunaj, jaz to razumem kot, pač, da če ti privabiš od zunaj produkcije, ti dejansko daš ful enemu domačemu kadru možnosti, da tam dela, da se pravzaprav s tem, kad dela z neko tujo produkcijo, ki lahko pač res, ne, zdaj govorimo o Hollywoodu, Netflixu, v teh stvareh, na višjem nivoju dejansko pravzaprav s tem ti ne sam, da dobivaš denar, da dobivaš v DDV in vse, ki ga tudi pač, če ga jaz skozi te iniciative pa nekaj vrneš, dejansko je tukaj ful enega znanja, ki ga lahko domači izvajalci dobijo, ne, pravzaprav, ker pri nas je to, pač, kakor gledam, spet en zunanji, je ful problem pač ta kontinuiteta delanja, ne, vsaj določenih stvari od, ne vem, če gledaš tega, se pravi, kako določene zvrsti na TV-ju, ne, imaš boom, pa polnoč in nimaš ljudi, ki bi nadaljevali, ki bi peljali neka znanja naprej, in potem se spet pojavlja, se zdi, da se treba spet zidati od začetka, ne, da bi, v to smer so spet, mislim, so kakšni premiki tudi, oziroma želje? Zakon je bil speljan, zakon, mi temu rečemo v slovenščini denarna povračila, ker takrat, ko so to zakon pisali, vse, kar je, ko si dal besedo davčna, ne, ker zunaj so tax shelter, tax rebate, ne, ali pa in ministri za finance nikoli niso dovolili, da je beseda davčna noter, ko se je zakon pisal, zato se je pač izumil ta izraz denarna povračila. Gre za sistem, kjer država povrne davek ali pa določen procent upravičenih stroškov, ki jih porabiš na produkciji. Ne. In to je tudi način, kako vzunaj ogromno krat financirajo določene produkcije. Ne. In iz tega so Hrvati naredili cel biznis, takrat v času Hrvoja Hribarja na Havcu. In se pravi, Slovenija ima tukaj dve napake v tem zakonu. Prva napaka, ali pa napake, dve pomanjkljivosti, je ta, da v kontekstu širše regije mi imamo 25% denarno povračilo, v regiji imajo pa že nekje že veliko više, recimo mislim, da imajo Madžari 35, neko tako cifro, da ima recimo Severna Irska, ima, mislim, da 39, ker zračunanje je, da se splača, se tam med 39 pa 40% se še vedno splača ta denarno povračilo delati. In drug problem je, da država mora za ta denarna povračila imeti rezerviran nek denar v svoji B-bilanci. To ni denar, ki gre kot subvencija, no, zato ker moraš imeti samo vrečo denarja, ki se vrti. Zato, ker denarno povračilo deluje tako, da oni denar porabijo, pol se pa 6-7 mesecev kasneje to povračilo izplača nazaj. Se pravi, v tem kolesju država v bistvu profitira, ne, ko se ta denar zavrti. In se pravi, to sta dva ključna problema, da imamo pri nas 25, ko imajo v okolici že 30-35 to in so zaradi tega v okolici bolj zanimivi kot mi. Drug problem je, da imamo pri nas samo 1 milijon rezerviran,
da v najboljših časih, recimo Hrvati so imeli, mislim, da 5 milijonov rezerviranih, da je ta 1 milijon pri nas na Ministrstvu za kulturo, ne na Ministrstvu za gospodarstvo, tako kot bi morali biti. In še en problem je, da domači producenti, če bi svoj lasten denar investirali, ne morejo do tega denarnega povračila priti. In to je nek tak kontekst. Res je pa še to, da ni zanimanja. Zanimanja je kar veliko za snemanje pri nas. Mi smo v bistvu zelo zanimiva država, prav za nekaj tazga. Pa ne samo zaradi geografije, tudi zato, ker imamo zelo izšolane ekipe, vsaj imeli smo jih, dost nekih zelo izšolanih tehničarjev je pač šlo delati v tujino. Mi ne vem, če veš, Pižama, mi imamo recimo enega najboljših operaterjev Steadicama na svetu. Človek je posnel cel Jojo Rabbit, recimo, zdaj pred kratkim, pa še veliko drugih stvari. In to je nekdo, ki je živel in delal v Sloveniji, z nami vsemi je snemal, že kdaj se mi zdi, pa zdaj živi druge in dela druge, predvsem za neke velike evropske projekte, pa tudi za pač te ameriške produkcije. In škoda bi bilo, da ne bi izkoristili tega potencijala, ker bi marsikaj lahko, kar se snema na Madžarskem, na Hrvaškem, v Italiji in tako naprej, marsikaj od tega bi lahko posneli pri nas in bi imeli vsi nekaj od tega. Tako da, mi režiserji še najmanj, razen to, da bi se pač potem na naših projektih lahko te ljudje, ki bi se na teh velikih komercialnih, recimo tudi, ali pa ne, ampak na teh velikih tujih produkcijah nekaj naučili, da bi lahko mi to malo izkoristili, to njihovo tehnično znanje. Ampak ja, ne vem, zakaj smo nekako vedno zadnji, kar se tiče teh nekih naprednih idej. Urša, po dolgih letih prizadevanja smo končno prišli do tega zakona. Ni popoln, ampak ga imamo in funkcionira. Je pa res, da bi bilo treba dosti več narediti, da bi več projektov prišlo in mogoče več denarja nameniti in povečati to neko denarno povračilo. Ker recimo samo to, da je Game of Thrones se snemal v Dubrovniku, je Zagrebška ekonomska fakulteta naredila analizo, da to je vplivalo na Dubrovnik in celo županijo okrog, je bilo v bistvu efekta 140 milijonov evrov je prišlo dodatnega denarja v to regijo. Samo zaradi snemanja serije v Dubrovniku. To da je en velik potencial v tem. In zdaj, če se mi vprašamo, da recimo Renault reče, da bo v Revozu v Novem mestu delal novega Twingota, ampak mora dati država za to 140 milijonov evrov, da bo Renault sestavljal novega Twingota vsako leto. Kako ne more potem ta ista država nameniti slovenskemu filmu 11 milijonov, da bi razvijal svoj sektor in nazaj noter prinesel v bistvu dodatna delovna mesta in pobral dodatne davke. Ti moraš vedeti, Matevž, da nisem Revoz subvencioniran. Praktično vsa velika slovenska industrija je subvencionirana. Vem, da mislim, da je 25 milijonov se je dal za to, da se je zgradila tovarna robotov v Kočevju, pa je to privatna investicija, za privatno investicijo, za japonski kapital. Veš, investicije se delajo celo to, da kar reče Revoz, mi bi radi nočno izjemo naredili, vam bomo dali 800 delovnih mest, pa ugotovijo, da nimajo 800 ljudi, ki bi jih zaposlili, ker je za nočno delo rabiš poseben kader, ki mora biti psihofizično sposoben to izpeljati. Se pravi, pa dobi veliko subvencij od države, ker ima nočno linijo. Take stvari. Za film se pa nikoli ne najde. No, pa še ena stvar je, film je, in to marsikdo mislim, da spregleda ali pa ne razume tega, film je en produkt v narekovajih, če ga lahko tako užalim, ki ga lahko ti prodajaš naslednjih 100 let. To ni nekaj, kar narediš, kupaš, poješ in pozabaš na to. Dober film se distribuira, ne nazadnje mi tudi danes kupujemo Blu-raye filmov, ki so bili posneti 100 let nazaj. Ne vem, še vedno se distribuira
Državljan Kane, recimo, tudi starejši filmi se še vedno distribuirajo. Dober film, če se za njega dobro skrbi, če se ga pravočasno digitalizira, restaurira in tako naprej, neka taka klasika lahko generira, ne vem, še vedno bo čez 100 let nekdo operater v kinu, ki bo to predvajal, nekdo bo distribuiral to v nekih digitalnih kanalih, nekdo drug bo skrbel za promocijo tega. Se pravi, to je ena stvar, ki bo delovna mesta ne samo med snemanjem generirala, ampak lahko še zelo dolgo potem, če bo seveda ta film dobro narejen in primerno, ne vem, podprt, ne? Denar se da delati celo slabimi filmi, to lahko vidimo na nekih spletnih ponudnikih, da imajo v končni fazi važna količina, ne, knjižnica in da ljudje padajo na vse. Tako da ni treba, ne govorimo o Uwe Bollu. Ja. Ne, en tak trivia je, ne, pa je Jamie Lee Curtis dobi za ribo imenovano Wanda še zdaj vsako leto tam okrog $200,000 funtov kot nadomestila za avtorske pravice oziroma za izvajalske pravice. Ne. Se pravi, da je riba imenovana Wanda je film, ki je zdaj bo 40 let star, ne. In je, mislim, da je neka taka cifra, pa je še zmeraj interesanten spet interesanten z vsemi VOD ponudniki, ne. In v tem smislu, se pravi, ima film perpetuira nek prihodek. V tem smislu, recimo, sva medla z Matevžem velikrat dala vzporednico, ne, se pravi, Giro oziroma Vuelta, ne, ali pa Giro ali pa Tour de France, ne, ima neko tako strukturo celovečernega filma, ima etapa, ne, se pravi, je 2 ure dolg, zdaj to gleda nekaj število ljudi, ampak kaj je fora? Zdaj nacionalna televizija plača kar veliko vsoto, da to kažejo, ne, ampak koliko oni lahko to pokažejo? Samo takrat, ko gre v živo, ne. Kasneje to ni več zanimivo, so zanimivi samo še highlighti, ki so dolgi 2 do 4 minute, pa pol kasneje so samo še res highlighti, ki je 1 minuto. In na koncu se uporablja samo še kakšen kader, ko se dela obletnice, pa se razlaga, da je pred 10 leti Roglič zmagal na Vuelti. Se pravi, ko pa gledaš filme ali pa recimo nadaljevanko, ima pa z vsakim ponovnim kazanjem lahko, če je stvar dobro narejena, in vrednost raste in še zmeraj generira gledalce in prihodek. Ne? Jaz bi pa na tem mestu takoj rekel, v bistvu, ne? Vrnimo se 5 let nazaj in govorimo o slovenskem kolesarstvu. A smo sploh lahko govorili o slovenskem kolesarstvu? Nismo. 5 let kasneje se pa mi pogovarjamo, katero 2 Slovencev bo zmagal Tour. Potem je zmagal moj sokrajan Vuelto, Pogačar je zmagal Tour, Roglič je zmagal Vuelto. Zakaj ne bi čez 5 let govorili, da bo slovenski film zmagal kam? Meni se ti tle primerjava, recimo mi to snemamo zdaj en dan pred svetovno premiero filma Life in a Year od Mitja Okorna, našega člana in kolega, ne. On je se pravi, iz te perspektive, jaz mislim, da je to genialna dogodek, se pravi, zgodovinski dogodek. Jaz sem to primerjal zdaj že večkrat z Markom Miličem, ki na draftu zbran v NBA. On je Slovenc, ki nam je postavil pot, recimo, če bi kdo hotel, da gre za njim po tej poti, oziroma obstaja način, kako prideš do ameriške produkcije, da lahko še kdo dela. Se pravi, ko je Marko Milič prišel v NBA, je sicer igral, kakor je igral, ampak je bil prvi Slovenc, ki mu je to uspelo. Za 20 let kasneje imamo Dončiča, Dragiča, Udriha s prstani, imamo ljudi, imamo Nahbarja, imamo ljudi, ki so resno igrali v NBA-ju in so dosegli izjemne dosežke na področju. Se pravi, ki recimo takrat, ko je Miličev, je bilo to pač nepredstavljivo, da bo kdaj Slovenc lahko v NBA-ju igral. In v tem smislu je možno z jutrišnjim dnem, recimo, če bi kdo hotel to, je možno, je ta pot odprta za slovenske recimo režiserje. Se mi zdi, da tle je ta neka, recimo, to je ena taka moja teorija, da mogli 10% najboljših
ustvarjalcev znotraj recimo katerekoli branže izvoziti ven, da ne bi več participirali na slovenskem proračunu, ne? Oziroma da bi imeli mednarodno etablirane ljudi. In tle mislim, da nam manjka, ne? Recimo Hrvatom je to uspelo, da so prišli do Kana, ne? So Mataniča etablirali v Kanu, mi imamo tle sicer neke linije napeljane do Karlovih Varov, pa do Sarajeva, pa tako, ne? Pa recimo kakšen Rotterdam, San Sebastian, to je Sloveniji že uspelo, ne? Ampak recimo, da bi se pa vrnili, recimo tako, kot je bil Štiglic v Kanu ali pa Klopčič, pa Kar Pogodina, da bi se mi vrnili tam, kjer smo nekoč že bili, bomo pa spet rabili od začetka zgraditi. Ne? In jaz vem, da ker sem vprašal Hrvoja Hribarja, kako je njemu uspelo, ker se mi zdi, da je to njemu uspelo, da je Matanič prišel v Kan, je rekel, da je to 12 let trdega dela, pa da nikoli ne veš, kdaj ti bo ratal. Ne? In na isti način je Hrvaška v tistem obdobju pomagala Vanji Černulu, ki je top DOP za ameriške serije, Igorju Martinoviču, ki je top DOP za ameriške serije. Ne? In v tem smislu je treba graditi poti na ven. Ampak mi pa danes se pogovarjamo, da tam ena birokratska zapreka prepreči, da se vse ustavi, namesto da bi razmišljali strateško, kako na svetovni ravni etablirati domačo ustvarjalnost. Ne? To je moj rent zdaj bil. Meni je super, v bistvu na to temo slovenskega filma smo toliko še nekih podtem odprli, ker bo še v prihodnjih filmarijah, podcastih definitivno prilika, da jih bomo lahko še bolj razdelali. Ampak meni je v bistvu Pižama rekel, jaz prijam v ta vaš podcast, še ni vedel, da se mu bo rekel filmarija, samo če bom lahko zastavil zadnje vprašanje. Pa ne neki orodni grudi, kaj takega. Ne bom. Evo, dajmo vprašanje, bom pa takole rekel. Jaz sem temu tak povprečen spremljevalec filmske produkcije. Priznavam, da gledam bolj TV produkcijo v zadnjem času, pa evo, Jojo Rabbita sem gledal, ki si ga prej omenila že, tako da tle sem poznavalsko prikimal. In bom rekel, evo, če imate, kaj je en film, ki se ga da videti na kakšnih teh streamingih, ali pa tako se pravi, da ga lahko pogledam legalno, brez težav, pa da bi rekel, evo, da to je pa neki en tak del, ki mogoče ni pač una produkcija, ki je bila od povsod nametana, ampak kaj, recimo iz zadnjih 10 let, kaj je neki tazga, kar se pa res splača pogledati, zato da si razširim malo svoje filmsko obzorje. Tlej si zdaj načel eno zelo bolečo rano. Praktično jaz sem brez svojih filmov, marsikdo od nas je brez filmov, ker niso digitalizirani, ker so v obliki, ki je ne moremo streamati, ker so na filmskem traku, ki se vrti, lahko samo še v kinoteki, od tam pa ni nobenega live streaminga. Tako da je v bistvu zelo omejena količina filmov, ki so na tak način sploh lahko dosegljivi. Je pa res, da je za to premalo poskrbljeno in da je to ena od nalog, ki nas čaka v prihodnje. To je za slovenski film. Zdaj pa, če bi rekel, Metod še, če je bazen cel svetovni film ali pa recimo evropski film? Evropski, ta hip, evo, bom kar tega rekel, ker sem ga ravno danes študenti obravnaval in je res dober film. O duši in telesu. Kaj je Ildiko, mačarska režiserka? Angleški naslov je On Body and Soul. Film, ki je vrhunsko zrežiran, ki je na meji med resničnostjo in fantazijo. Film, ki je zelo dosledno napisan. Film, ki ima res vse odlike dobrega evropskega filma. Nagrajen v Berlinu in še kje. Izjemen predlog si dal. Kaj pa ti misliš, Urša? Pa bi omenila mogoče en dokumentarc na HBO Go. Mi smo še eni edinih na svetu, ki imamo HBO Go. Vsi ostali so že prešaltali na Max. Kaj že, HBO Max. Ne, ja. No, skratka, tam lahko Pižama in vsi ostali, ki to poslušate, pogledate film, ki se imenuje Druga strana svega. To je dokumentarc režiserke Mile Turajlič. To je srbska režiserka, po moje tako nekje moje generacije. To je pa film, kjer je protagonistka njena mama,
Srbijanka Turajlič, ki je neka pomembna figura v recimo srbski sodobni politični zgodovini, postala skoraj na pol po naključju. In to je film, ki skozi neko osebno zgodbo njuno ali pa te njene družine, režiserkine, govori tudi o zgodovini sodobne Srbije. Je tako zelo duhovit, zelo ganljiv, ta mama je nek genijalen lik, bili sta obe tudi pri nas na Lifu kot gosti in sta ga žurali potem z nami v Cankarjevem domu. Je pa to, se mi zdi, taka prav skoraj učna ura, kako z minimalno sredstvi, ampak z veliko inteligence, pa humorja, pa tudi poguma, ker mislim, da za snemati svojo družino rabiš veliko enega poguma, pa enega diplomatskega čuta. Narediš nek film, ki bo res po moje prav nek dokument, tudi za zgodovino. To je en moj najljubših filmov zadnjih, 10 let. In je kratek, je zabaven, ampak je pa tudi zelo, zelo nekako ganljiv in poučen, vsaj za te, mislim, da Pižama si ti tudi en od teh, pa jaz sem tudi ena od teh, za ljudi, ki nas zanima, nacionalna identiteta, pa zgodovina, pa neke te politične spremembe, recimo v neki naciji, pa te neke masovne narodne psihoze, ki se vsakih par let dogajajo v tem nekem našem, rečemo, skupnem prostoru, balkanskem, če se tukaj za moment uvrstimo. Tako da, druga stran svega, zelo priporočam. Jaz pa ne bom rekel evropskega filma, ampak ti bom rekel kolumbijski film, ki je v bistvu ameriški, ampak je kolumbijski. In sicer Monos, ker sem malo zdaj obseden s tem filmom, sem ga 3-krat že gledal. Se mi zdi, tako, gre za film o otroških gverilcih na nekem visokogorju oziroma nekih planjavah v Kolumbiji, ki stražijo eno talko, neko doktorico, in film je ena taka alegorija lahko večjih stvari, ne. Se pravi, alegorija mogoče adolescence, alegorija nekih razmer, se pravi, neke države, nekega razpadlega sistema. Tako malo me spominjali na Herzogov Aguirre, The Wrath of God, se pravi Božji srd, Aguirre, Božji srd, ali pa mogoče na Apokalipso, zdaj od Coppole, ali pa celo tako malo na kaj to, Lord of Flies, se pravi je to čuvar, gospodar muh. Ja. Gospodar muh. Nite pa ne spominjali na Manos, The Hands of Fate. Ne, pa ne. Monos se pa imenuje. Monos so opice, ne, drugač. Se pravi, trop opic. Ekstremno interesanten film. Tudi iz tega, kako je narejen, pa kako izrablja atmosfero, pa kako izrablja subjektivno perspektivo pač protagonistov. Zanimiv, zelo. Hvala. Matevž? Ja, jaz bi pa rekel, jaz bi tudi ostal v Srbiji, posebej zaradi tega, ker ta film je v tem tednu se odvrtel tudi na programu Ljubljanske televizije oziroma Televizije Slovenija. In to je film Teret. Film, ki je bil pred 2 leti prikazan v Kanu. Naredil v bistvu zelo bogato festivalsko pot. Je pa izjemen, zelo intimen film, nekako v centru je voznik tovornjaka, ki prevzame nek tovornjak za časa NATO bombardiranja in potem ta tovornjak voz na odrejeno lokacijo, seveda pa ne ve, kaj on voz v ozadju v prtljažniku. Tako da ta zelo precizno zrežiran film, film, ki ima zelo nek tak super suspens, tako da bi ga vsem priporočil, ker mislim, da je tudi film, ki televizija velikrat zavrti
določene filme po televiziji, ampak če nekdo ne opozori na ta film, gre kar mal mim. In mislim, da Teret je izjemen film, ki je nastal tudi na v bistvu potem, ko je režiser Ognjen Glavonič naredil dokumentarni film, je potem naredil na isto temo tudi igrani film Teret. Jaz bi pa tako, ker ste me realno že prosili, če še jaz povem en film od evropskih, mi je sicer, moram da reči, kako se spomnim, Jastok se šteje, Jastok je evropski, ne, recimo me, ampak predlagal bom pa enega, ki sem ga nekoč čisto slučajno ujel, mislim, da je bil na HBO, čisto zaradi bizarnosti, Pacer. Sicer gangsta, čisto zaradi tega, ker se mislim, da si se zdaj zapečatil nadaljna vabila sem, kako rečem. Ampak dejansko, pač tisti klasičen zaplet, ne, vidiš, ka dva mulca pač delata film, imamo 4 kolege, ki prestrežejo neko kolumbijsko koko, pa bojo oni zdaj to spravili, ampak dejansko film se tok ne jemlje resno, da se da res prav lušno uživati ob njem in meni je bilo pa najhoto, pač, ker sem ta film tako na leto in gledal in pa grem gledati in vidim, da sta modela, ki sta ga režirala, se pravi ta Arbi pa Falah, sta potem nadaljevala z novimi Bad Boys in tudi Beverly Hills Cop bosta delala, tako da evo, kam pridajo dečki iz Antwerpa, dečki iz Slovenije, začnejo z drogami, ne, in pa imamo Hollywood. Ja, v bistvu v tujini je vedno režiser, ki naredi uspešen film, v bistvu nagrajen z nekim filmom, ki ima večji budžet, ki ima večji doseg. Samo v Sloveniji se zgodi, da če narediš dober film, potem tudi 10 let čakaš na novi film. Ti že imel svoj moment, počak, zdaj moraš še na vrsto prijeti. Točno nekako to. Evo, prišli smo do konca prve epizode, pilotne epizode Filmarije. Ki je tudi najkrajša v zgodovini podcasta. Ki je tudi najkrajša. In bi vas vprašal, kje vas lahko najdemo na internetu ali pa v realnem življenju. Ja, kdo bo prvi? Jaz. Jaz imam na Twitterju sem @zialo, to je tudi moj nek tak internet name iz časov, ko sem bil še gamer. Se pravi Zialo, oziroma angleški profil imam @Klemen Dvornik. Instagram sem tudi Zialo, se pravi, mogoče celo na vseh platformah, kjer boste me iskali, me boste najbolj najdel pod Zialo. Je pa Zialo moj prvi sploh film, ki sem ga kadarkoli zares naredil. To je moj prvi dokumentarni film iz 2. letnika. Metod? Jaz sem samo na mailu, pa zdaj sem odprl neki Facebook, glih tok, da lahko kaj pogledam, tako sem zelo pasiven in nisem navdušen nad življenjem v tem virtualnem prostoru. Mene čisto izčrpa in malo bežim. Ne znam. Mislim, da je tako, no, da bi hitro padel kako odvisnost ali pa ne vem, kva, malo cvikam, no, evo. Jaz mislim, da bo samo čez pol leta bo Metod glavni trol na Twitterju. Ja. Mene je zdaj dal dobro idejo, ker sem malo narobe slišal, kaj je rekel, pač če pogledaš 50 slovenskih romantičnih komedij iz 50-ih, nimaš odvisnosti, imaš odvesnost. Super. Urša? Mene najlažje najdete, če pogooglate Urša Menart. Drugač, mislim, da na Twitterju sem urssa_m, pa mislim, da na Instagramu tudi enako, ampak neki profil na Instagramu ne objavljam zdaj, ker sem itak skozi doma, kačem fotkat, ne vem, vse isto. Drugač, ko bo pa spet malo civilizacije, me pa najdete na kavi v Kinu Šiška. Pižama? Na Instagramu sem Stric Bedanc, ki je bil tudi moj stari forumski vzdelk, sam dan kol nisem bil ta prav gamer, ker sem igral sam Monkey Island, pa te stvari. Pa na Facebooku sem Boštjan Gorenc Pižama, pa vsak torek ob 7 zvečer prepovedujem pravice za mulce, tako da če si radi vzeli 15 minut fraj v torek zvečer, pošljete, odprite jim internet, pa jaz te cajt pohendlam, da lahko vi v miru spijete tisti večerni alkohol.
Ja, moram reči, da so super pravljice. Tudi med drugim bi rekel metod, nič pa ne govoriš o svoji knjigi, ki so jo izdal, ki so tudi, by the way, pravljice. Mislim, da vidi, da se morate malo povezati. Pižama bi lahko šlo prebral. The best. Bom pižami poslal, pa kar bo. No, evo. To je tudi ena taka hišna produkcija, pravzaprav. Ena knjigica z naslovom Svet je raven v krogu. 14 zgodbic za lahko noč, le za 2 tedna si miren. Oziroma še za več. Ne, to je knjiga, ki je nastala res malo tudi z enim takim utilitarnim razlogom. Ko sem jaz imel otroke, pa je bilo treba pripovedovati, sem zmeraj gledal v knjižnici sem iskal knjige, da bom čim dlje vsak večer branja, ne? Pa ni toliko veliko knjig takih. Tako da ta knjiga je pa nastala tako, da sem palil, kdaj pa nisem si nabavil literature, pa sem se moral zatekati k lastni domišljiji, pa se je na koncu bilo to mulcu všeč. In pol je tako kar nastajalo, ker so se s časoma okrepili karakteri, pol so nastajale zgodbe, zapleti. Pa smo to nekaj posneli, pa čez 15 let smo pa to spravili na papir. Super. Jaz imam pa tudi eno knjigo, ki bi vas mogoče zanimala, in sicer Reformatorje. Zdaj pač Trubarja so po dolgem pa počez že posneli, tle pa zgodba o Dalmatinu pa Bohoriču, tako da če kdo ne ve, kaj bi delal, pa ko boste lahko spet snimali filme čez 23 let, se priporočam. Jaz sem obe dve knjige, o katerih ste govorili, prebral in obe dve priporočam. Mene tudi najdete na internetu, ker pogooglite, sem Twitter, Facebook, Instagram, pa še kje druge. Društvo slovenskih režiserjev najdete na dsr.si, pa imamo tudi Twitter. Twitter je Directors_si. Facebook imamo, pa imamo Instagram. V zadnjem času pa lahko na Facebooku tudi sledite filmski inicijativi, ki objavlja različne informacije o problematiki, ki se trenutno dogaja. Seveda vsak od nas filmarjev to širi po svojem krogu. Tako da pridružite se nam oboju, gremo naprej, da bomo skupaj močnejši, pa da bomo gledali dobre slovenske filme. Tako da hvala, da ste nas poslušali. Pridejo novi podcasti, ki jih bojo ustvarjali še naši kolegi. Zamišljen je, da ta podcast ni tako, da je neka redna ekipa, ampak da je malo fluidno, različni ljudje, različni režiserji, da boste imeli priložnost spoznati tudi druge ustvarjalce slovenskega filma. Hvala lepa, se vidimo. Čau. Čau. Podcast Filmarija izdaja Društvo slovenskih režiserjev s podporo Slovenskega filmskega centra Javne agencije Republike Slovenije. Producentka Zala Opara, tehnična izvedba Luka Marčetič. Poleg poslušanja samega podcasta ste še vabljeni na spletne dogodke, ki jih organizira Društvo slovenskih režiserjev. 15.12. ob 20. uri bo scenarnica ABC z imenom scenaristov Paradox, gost bo angleški script doktor Christian Ruth. Kako lahko režiserji in igralci bolje komuniciramo, sodelujemo in razumemo eden drugega? Režiserka Urša Menard in igralka Nika Rozman bosta 16.12. ob 20. uri v sklopu dogodka Režiserji in igralci v dialogu brez strahospoštovanja, prosim, naravno spovedali vse, kar v procesu nastajanja filma pogosto ostane neizrečeno. In še 21.12. bo noč kratkih filmov, ki bodo dostopni na spletni strani baze slovenskih filmov. Hvala za posluh in do naslednjič.